udeležilo 34 članov sveta stranke. Razdeljenih je bilo 34 glasovnic in isto tako 24 glasovnic je bilo vrnjene. Zdaj so rezultati glasovanja sledeče. Za je glasovalo 34 upravičencev volilne, proti je glasovalo nič in neveljavnih ni bilo nič. Glede na to, da je volilna komisija prosila mene, da razglasim rezultate, bi si pridržal pravico in kot prve nas čestitev vsem, ki so bili na listi in od srca čestitev za izvolitev, ter da želel čim več uspehov na junijskih volitvah. 11. pardon, volitvah. Hvala lepa. Predsednik, gospod Jan Karloš, jaz se vam iskreno zahvaljujem. Jaz sem presrečen, pa verjetno tudi drugi, da so to fantastični rezultati. Zapisnik volilne komisije bo tudi sestavljen del tega zapisnika. Predlagam pa sledeči sklep. Volilna konferenca DeSUS. Volilna konferenca DeSUS je za volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament določila listo kandidatov in kandidat DeSUS za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament, na katerih je bilo 8 kandidat in 8 kandidatov skupaj v naslednji sestavi. Nosilec liste je dr. Igor Šoltes, drugi Damjan Stanoni, tretja na listi Tereza Novak, četrta Zdenka Gajzer, peti Vitomir Mavrič, šesta dr. Maja Sušec, sedmi Peter Boršič, osma Vespa Draga. V skladu s predpisi je potrebno določiti tudi predstavnika liste kandidatov za poslance iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu. Določitev predstavnika liste. Predlog za predstavnika liste je gospod Franc Florjančič, rojen 8.8.1941, stanujoč ulice Manice Pomonove 21, 1133 Ljubljana Brod, GSM ne bom bral, tudi imate elektronski naslov, želi to razpravljati še. Vkolikor ne, se vam zahvaljujem in predlagam sledeči sklep. Volilna konferenca DeSUS. Predstavnik liste kandidatov in kandidatov DeSUS za poslance iz Republike Slovenije. Kader bo kar tale, ne? Smo rekli. Kar izvolite, kandidati sem, prosim. Jaz predlagam, da je nosilec liste na sredini, potem pa gremo levo desno. Evo, a ja moramo sonce. Puška pa dajte zraven. Maja, če dovoliš. Da lahko tudi vmes. Zavuči, če vidiš poslednji kar ti ne? Maja, ti pa kar tako. Desni. Se tebe vidi. A je v redu, Kader? Sta dva, predsednik in pa nosilec liste. Pol koraka naprej, predsednik pa nosilec liste. Ostali se pa postavite lepo gospod Peter, kar poleg gospe Vesne. Damjan zraven. Zdaj pa vi povejte, če se malo teče v redu, če imate Kader. Vse v redu. Ko začnemo, kamerman je lahko.
edina lista, ki ima 9 kandidatov. Pomečim je zelo posebna. Ja, vse lepo pozdravljam. Rad bi povedal, da danes smo imeli volilno konferenco stranke Desus glede liste kandidatov za evropske volitve, ki bodo 26. maja, in potrdili smo tudi dokončno nosilca liste, to je dr. Igor Šoltes, in pa seveda tudi preostale kandidate. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, ker gre za listo, ki ima tudi vso potrebno strokovno znanje, zlasti ko gre za teme, ki jih obravnava Evropski parlament, tako da imamo univerzitetno izobrazbo, magisterije in pa 2 doktorja znanosti. Tudi sem vesel, glede na to, da stranka Desus zastopa starejše, da je ta lista zelo medgeneracijsko sestavljena, saj imamo 2 kandidata, letnik 48-49, potem pa imamo kandidate, ki so mlajši, to se pravi letniki 74-76, najmlajša kandidatka pa je dr. Sušec, ki pa je letnik 1986, kar kaže na to, da dejansko gre za mlado listo. Mi smo prepričani v to, da bomo 26. maja imeli ponovno evropskega poslanca. Doslej nas je zastopil gospod Ivo Vajgl. On je pravzaprav v Evropskem parlamentu prvi odpiral teme, ki se nanašajo na demografske trende v Evropi. Vemo, da se stara Evropa. Pri tem pa lahko rečem, da tudi dr. Igor Šoltes je te teme tudi pomagal odpirati. Ne nazadnje to dokazuje, da sta bila sopodpisnika nagrade za državljana Evrope, ko je šlo za projekt Starejši za starejše. Lahko tudi rečem, da sem zelo zadovoljen, da to listo tudi podpira Zveza društev upokojencev Slovenije, ker tukaj vidimo tudi skupno sinergijo. Kaj bodo glavne teme? Gotovo problematika starejših. Mislim, da ta socialni sklad bi lahko več pozornosti namenil tem vprašanjem, zlasti pa nas tudi skrbi varna hrana. Vemo, kakšno izkušnjo imamo v Sloveniji s poljskim mesom. Mislim, da moramo se tudi s temi vprašanji ukvarjati. Zlasti zato, ker vemo, da za starejše je tudi zelo pomembna zdrava hrana, ki je predpogoj tudi za zdravje. In seveda pomembna vprašanja so tudi vprašanje dolgotrajne oskrbe. Tukaj seveda vlada že pripravlja zakon, vendar mi smo prepričani, da bi morali na evropski ravni tudi imeti določena sredstva ravno za te namene, ker to je problematika in vprašanje, ki je zelo pomembno za starejše. Kot rečeno, sem pa zelo zadovoljen, da bomo seveda tudi, če želimo, da bomo imeli varno starost, da bomo skušali v Evropskem parlamentu spodbujati tudi različne projekte, zlasti za mlade, in zato sem tudi vesel, da na naši listi kandidirajo tudi mlajši kandidati. Kaj bi za vas pomenil uspeh stranke? Kaj pričakujete od nastopa stranke na teh volitvah? No, jaz pričakujem, da bo stranka Desus še naprej imela evropskega poslanca. Jaz sem v to trdno prepričan. Stranka Desus je zelo dobro organizirana stranka. Mi imamo praktično v vsaki občini občinski odbor. In tudi glede na to, da vemo, da udeležba ponavadi nizka na evropskih volitvah, mislim, da je to prednost za stranko Desus, ker naši volivci gredo na volitve, so tradicionalno navezani na to, da se udeležujejo volitev, in tudi lista je odlična, je tudi teritorialno dobro pokrita, in kot rečeno, dr. Igor Šoltes je gotovo kandidat, ki mu ljudje zaupajo, in jaz sem prepričan, da bomo ponovili ta uspeh. Si boste znotraj stranke kako razdelili teme, kdo bo pokrival kaj oziroma kdo je za kaj bolj pristojen? Poglejte, to prepuščam dr. Igorju Šoltesu, tako da predlagam, da tudi on da svoj prispevek. Ja, prvo seveda bi
Prvo bi se iskreno zahvalil za današnjo izraženo podporo, tako meni kot seveda celotni listi. In mislim, da smo dobili listo, ki jo sestavljajo žlahtnost, ki jo sestavlja mladost, ki jo sestavljajo izkušnje, seveda tudi modrost, humanost in pa strokovnost. In ravno to je garancija, da gre za zelo verodostojno listo, ki bo naslavljala realne teme. In pripravljeni smo za to, da se znotraj evropskega prostora borimo za tiste teme, ki so pomembne za prihodnost Evrope. Od vprašanja varnosti, vprašanja zdravja, vprašanja človekovih pravic, predvsem pa tudi socialne pravičnosti. In to je tista Evropa, ki si jo v prihodnosti želimo. Tudi znotraj delovanja parlamenta želimo pridobiti čim več evropskih sredstev za teme, ki so pomembne za socialno trdnost in socialno perspektivo. Tudi sredstva, ki se nanašajo na izgradnjo domov starejših, tudi sredstva, ki se nanašajo na medgeneracijsko sodelovanje. In seveda pri tem je potrebno naslavljati tudi vprašanje trga dela, vprašanje prekarnosti in zagotavljanja stabilne perspektive za mlade po eni strani in pa seveda tudi pokojninske blagajne na drugi strani. In tudi v okviru tega je potrebno razmišljati o inštitucijah, ki bodo zagotavljale vire financiranja, govorimo tudi o demografskem skladu in v okviru Evropske unije, v okviru socialnega stebra, mehanizme in elemente, ki bodo posebno skrbnost namenili ravno temu zelo pomembnemu vprašanju in izzivu prihodnosti, to je dolgožive družbe. Kakšna so vaše pričakovanja? Naše pričakovanja so seveda jasna, da bomo dobili mandat, da bomo imeli tudi v okviru kampanje možnost predstaviti naša stališča. Prepričan sem, da je tudi lista tako sestavljena, da vsebuje tiste odgovore, ki jih ljudje seveda pričakujejo. Koliko pa mandatov pričakujete? Enega ali več? No, to bo seveda pokazal 26. maj. Predvsem se zavedamo in zavzemamo za to, da bo borba težka, da bo seveda potrebno veliko energije, prepričani sem pa, da bomo dobili ustrezno število mandatov. V kateri skupini boste delovali, če dobite mandat v Evropskem parlamentu, glede na to, da do sedaj niste kandidirali za to stranko? No, pred enim tednom je bila tukaj tudi Evropska demokratska stranka in tudi znotraj pogovorov z Evropsko demokratsko stranko bo tudi na podlagi analize in pa seveda tudi rezultatov volitev za Evropski parlament potem jasno, kako bo oblikovan tudi ta politični prostor oziroma kako se bodo oblikovale politične skupine. V zvezi s tem bi samo to dopolnil, da v Ljubljani smo sprejeli tudi volilni memorandum in da velik poudarek je tudi na problematiki starejših. To je bilo potrjeno v petek, ko smo imeli svet Evropske demokratske stranke. Moram pa reči, da če bomo uspeli, in jaz sem v to prepričan, da bomo imeli svojega evropskega poslanca, bo imel naš evropski poslanec tudi zelo dobre možnosti, da v Evropskem parlamentu zasede kakšno pomembno mesto. Tukaj mislim zlasti na vodenje kakšne komisije, ki jo oblikuje v okviru Evropskega parlamenta, ker Slovenija kot država je za Evropsko demokratsko stranko izjemnega pomena. Morda sem še to, kako da je danes z vami pes? To je pa pes od naše kandidatke, pa bomo tega povedala. Ne bi mogoče samo dodal, da smo pravzaprav edina lista, ki kandidira na evropskih volitvah, ki ima pravzaprav 8 kandidatov plus vse enega člana. Jaz sem še bil vprašanje in sicer od kolega iz POP TV-ja. Gospod Erjavec, kako to, da se niste odločili za kandidaturo, kljub temu, da so vas vaši strankarski kolegi predlagali? No, jaz sem že od vsega začetka povedal, da ne bom kandidiral, da bomo pač poiskali dobre kandidate znotraj stranke. Kot vidite, imamo zelo dobre kandidate, še posebej sem pa vesel, da se je tudi dr. Igor Šoltes odločil, da kandidira za stranko Desus in je tudi član stranke Desus. Jaz pa zaenkrat nisem videl tukaj izziva, glede na to, da sem član vlade, da upravljam tudi funkcijo predsednika stranke, mislim, da sem doma bolj potreben. Pa še za vas, gospod Šoltes, ali so stare zamere in konflikti, ko je moral Erjavec odstopiti zaradi primera Kante, pozabljene, zdaj ko vas je Desus postavil za nosilca liste?
Seveda, če se izrazim bolj poetično, bi rekli, da sva zamere vrgli v smeti ali v kante. Predvsem pa je seveda jasno, da v politiki je pomembno sodelovanje. In s kolegom Erjavcem sva seveda razčistila vsa ta vprašanja in mislim, da ljudje nagrajujejo predvsem sodelovanje, ne razvajanje, in v slovenski politiki je že preveč primerov, kjer te zamere blokirajo odločitve, ki so pomembne za Slovenijo, ki so pomembne na koncu tudi za Evropo. V zvezi s tem bi jaz povedal, da nikdar ni samo nobene zamere glede tiste zadeve, ker igralci pri kantah so bili čisto drugje. Dr. Igor Šoltes se pač sam upravljal svojo strokovno nalogo. Tako da za zadevo kante stojijo drugi politiki. Hvala, najlepša hvala.